Ura je 8:17. Jaka praviš, da je vse ok? Je vse ok, on je že pokazal svoje dvignjene palce. Namreč Caprisov super intervju začenjamo kot obljubljeno z odličnim govorcem in strokovnjakom na temo psihologije. Mi smo danes imeli celo en kratek easy quiz na temo psihologije. Manca je pač pokosila dobesedno našega Pangosa, kar se tiče teme psihologije. Tako da boš zdaj, ti boš Pangos zdaj lahko postavil največje vprašanje, če boš hotel. Okay. In pravijo, da se največji pogovori tako ali drugače začnejo z dobrimi vprašanji. Ne? In danes bomo poskusili tudi z dobrim poslušanjem, ne samo z postavljanjem vprašanj. Z nami je klinični psiholog, ki vsak dan raziskuje najbolj zapleteno pokrajino, kar jih poznamo. Veste, katera je to? Vidva? Mentalna pokrajina. Človeški ja. Doktor Aleksander Zadel v našem studiu. Dobro jutro. Dobro jutro. Lepo pozdravljeni. Z velikim veseljem. Takoj vprašanje. Se danes premalo poslušamo ali se napačno sprašujemo? Marija. V bistvu včasih, se lahko šalim, ne, seveda. Seveda. Ko boste rekli, da je resno, je resno. Včasih, ko se pogovarjamo, koliko se poslušamo, rad vprašam, kdaj reče meni žena, da jo ne slišim ali pa ne poslušam. Ne takrat, ko jo ne slišim oziroma ne poslušam, takrat, ko ne naredim tako, kot ona hoče. Tako da, v bistvu, mi imamo v bistvu nerealna pričakovanja, ko nekaj povemo. Pričakujemo, da bojo vsi ljudje ne zgolj razumeli, ampak od tu naprej seveda ravnali tako, kot sem si jaz zamislil. Ampak seveda ljudje se ne ravnajo tako, kot si jaz vse zamislim, še posebej ne otroci, partnerji, prijatelji in tako naprej. Tako da dajmo reči, kritika, ki jo izrečemo, da me ne slišiš, me ne poslušaš, je v bistvu bolj namenjena temu, ne znam ti povedati na način, da bi ti sprejel neko mojo idejo, željo, potrebo in potem se ravnal v skladu s tem. In tukaj imamo mogoče malo večji izziv, kot se ne poslušati. Okay. Je so vdor neka pričakovanja, kako bo nekdo ravnal. Bravo. In cela umetnost te psihologije, ko jo jaz učim, da nimamo pričakovanj do drugih, temveč do sebe. Ker edina realna pričakovanja, ki jih lahko imaš, je, kaj boš ti naredil. In potem se ali potrudiš, ali zavzameš, ali narediš tisto, čeprav je težko, čeprav je zahtevno. In na ta način v bistvu spreminjamo svet. Ne tako, da spreminjamo druge, da spreminjamo sebe. In tudi potem ne ostanemo razočarani. Dobro, dejansko lahko vplivamo samo na lastna dejanja in odločitve in tako naprej. Zelo dobro, neposredno, še to besedo je treba dati. Neposredno lahko vplivamo samo na se. Zdaj, seveda svojo prijaznostjo lahko ti posredno vplivaš, da so prijazni tudi drugi. Ni pa to garancija. Ne imamo to iluzijo, da če bomo mi ravnali na en način, se bojo drugi na drug. Torej, da bomo povlekli. To je že manipulacija. Po svoje. Spet, manipulacija je takrat, kadar mi naredimo nekaj v škodo nekoga drugega. Okay. Če ste vi slabe volje, jaz pridem vas nasmejan in vas nasmejem, to ni, da vas jaz zdaj manipuliram proč, ker je to koristno za vse. Če pa bi naredil nekaj, od česar bi vi imeli škodo, torej zaradi nekega mojega vedenja, jaz korist, vi škodo, to je pa manipulacija. Ok, vidim, da to bo izredno zanimivo danes. Kako se je sicer po vašem mnenju spremenilo duševno zdravje v zadnjih letih? Splošno gledano. Tu jaz mislim, da imamo vse večje težave. Splošno, govorimo zdaj o splošnem duševnem zdravju. Mislim, da so te množične stiske, ki jih vidimo dejansko tudi pri ljudeh, ki se kažejo v takim in drugačnem neprilagojenem obnašanju, mogoče v povečanju nasilja, to skoraj vsak vidi. Potem vidimo veliko več nekih anksioznosti, pa celo paničnih napadov, recimo pri srednješolcih, ker tega ni bilo 30 let nazaj, oziroma veliko manj. To so spremembe, ki jih vidimo v duševnem zdravju na splošno, ki nastanejo zaradi velikih družbenih sprememb, ki pa jim ljudje ne sledimo. Razumem. To so na primer socialna omrežja, eden izmed? Zagotovo je eden izmed dejavnikov tveganja za duševno zdravje, pogosto ali pa prepogosto obiskovanje oziroma visenje, če lahko tako po domače rečem, na raznoraznih teh aplikacijah. Ne bi samo socialna mreža, so seveda potem tudi igrice in ostale potem ti pomagala tehnična za to, da bi mi bili tam, kjer si želimo biti, ne pa v realnem svetu. Ampak zakaj ti želimo biti tam in ne v realnem svetu? Zato, ker so ti algoritmi, ki podpirajo te rešitve, ali so to socialno mreže ali igrice ali karkoli že, narejeni tako, da nam ves čas ponujajo instant zadovoljstvo. Torej,
In serotopamina. Torej všečki varianta na, ne vem, socialnih omrežjih, naprimer. Zelo dobro. To je v realnem svetu, bi to lahko primerjali, vi gledate, vse čas imate na razpolago sladkorno peno. Torej, vi ne boste nikdar siti za res, ampak vse čas boste, ko boste čutili neko neugodje, neko lagodo, da ste malo sladkorne pene, v ustih to nekaj fenomenalnega. Ja, ne, če si predstavljamo otroški ne. Ampak v bistvu sit, lačen, da boš dobil to energijo za delo, za življenje, radost, veselje v sebi, pa to seveda ne nudi. Ne? Zato imamo tudi več te impulzivnosti, agresivnosti. Vzameš otroku telefon in to ugrizne v roko, če se malo tako karikirano izrazim. Ne? Ok. Nič 315332888. Ali imate tudi vi vprašanje za današnjega gosta Kaprisovega super intervjuja? Dajte poslati čim prej, mi gremo na kratko pauzo. Dobro jutro! Tukaj so Rustja, Manca in Pangos. In ob Kaprisovem super intervjuju nismo sami, ura je 8:33, 26. marec je danes, imamo v našem studiu dr. Aleksandra Zadela, kliničnega psihologa in slovenskega predavatelja na temo psihologije. Gospod Zadel, ali je v Sloveniji to, da nekdo poišče psihološko pomoč, še vedno tabu tema? Ne, to lahko tako zelo suvereno rečem, da ne. Jaz mislim, da če tako ločimo zadnjih 30 let, ne, 35, no, zdaj, kar ta država funkcionira na svojem, kar je nekako tudi cela moja kariera, ne, sem začel delati 91. Ne, se mi zdi, da je v bistvu ta sproščenost, bi kar to besedo uporabil, ne, do tega, da nekdo reče, da hodi z ženo, da hodi sam, da je bil z otrokom na pogovoru pri psihologu in tako naprej. Ni, da je to moda, ni, da je to fora, ko češ, wow, jaz sem super, in tako, ne, ampak je v bistvu ni tabu, da bi nekdo bilo sram povedati in tako naprej, ne. Torej, ljudje prihajajo na pogovore tudi takrat, ko so v takih dilemah, za katere ocenjujejo, da bi bilo smiselno predelati za, rečemo, kvalificiranim sogovornikom, ne, ki je nepristranski, ki razume, recimo, kot pravimo, delovanje posameznika, medosebnih odnosov in tako naprej. In v bistvu na ta način se da rešiti veliko stvari, preden postanejo, bom rekel, akutne, ki lahko zmotijo ali običajno funkcioniranje posameznika, da ne govorimo družine, odnosov in tako naprej. Vi ste sicer omenili, da prihajajo torej pari, prihajajo torej starši z otroki. Kaj pa naprimer psihološka pomoč oziroma psihoterapevtska pomoč v podjetjih? Tudi to se sedaj promovira, torej da mogoče obišče psihoterapevt podjetja in ima mogoče tam pogovore z zaposlenimi. Kako smo s tem v Sloveniji? V bistvu to je glavni vir mojega preživetja. Torej od leta 2008 imamo podjetje, ne, rečemo tehnično za razvoj kadrov. Ne. To pomeni, mi v podjetjih pomagamo timom k boljšemu sodelovanju, pomagamo posameznikom, da razvijajo tiste kompetence, ki so ključne za to, da so uspešni pri delu, pomagamo reševati konflikte, veliko delavnic je na temo, recimo, motivacije, upravljanja stresa tudi in tako naprej. Torej, vse tiste stvari, ki so ključne za to, da ljudje lahko delajo veliko in dobro in se pri tem tudi dobro počutijo. To je ključno. Ne? Da ti ne greš s kepov želodcem v službo, pa z, ne vem, črnimi mislimi domov pol. Ne? Tako da v bistvu je ta kar pomemben del življenja, ne? To pomeni na delu seveda lahko zahteven, ne? Ampak ne predstavlja težave v življenju, ne predstavlja bremena, ne predstavlja tega, da se mi potem v bistvu moramo prideti k sebi cel popoldan za to, kar se nam je dogajalo popoldan in tako naprej. Torej, da je to normalen del enih zdravih človeških aktivnosti. Še eno pod vprašanje, oprosti. Mogoče vi, ko smo zdaj ravno pri službenih stvareh, a vidite, da se mogoče izgorelost na službenih mestih izkorišča, po vašem mnenju? Torej, da se izkorišča za daljše bolniške? Tudi ja. Torej, tehnično je zame kot specialista klinične psihologije izgorelost zgolj, bom rekel širši izraz, adrenergična izgorelost. To pomeni kot nadledvična žleza, ki sprošča adrenalin v kri, nima več nič na razpolago. To pomeni, človek je mentalno in telesno popolnoma zdrav, ampak tega adrenalina, da bi vstal, da bi šel na WC, da bi si pripravil zajtrk, kaj šele, da bi šel v službo, ga ni. To pomeni, obležiš. To so razmeroma redki primeri in po taki izgorelosti se seveda človek najmanj 2 leti pobira. Seveda na poti do te adrenergične izgorelosti, ki je klinični simptom, seveda so različne faze.
No in večina ljudi, ki jih jaz poznam, ali pa sem z njimi delal, so bili na eni od teh faz na poti v adrenergično izgorelost. Ne? In seveda, ko ti rabiš seveda takrat dopust, odmor, to ni izkoriščanje. Gre bolj za to, zakaj v navednicah bi ta beseda stala, ne? Zaradi tega, ker ljudje te informacije, ki jo dobijo od svojega telesa, ne vzamejo resno. Gre za 14 dni, pol vidijo, da ni nič, pa bi še 3 tedne podaljšali, hkrati pa seveda ne začnejo delati na temu, da se ta pojav ne bi pojavil. Ker tisto, kar je treba ugotoviti, da pri adrenergični izgorelosti se več ali manj sklicujemo na to, da so delovne razmere težke, da je šef nemogoč, da so pritiski veliki in tako naprej. V bistvu ne gre za to, gre za našo interpretacijo teh okoliščin in za to, kako ti vidiš te okoliščine. In ob spremembi interpretacije se potem izstopimo iz tega tobogana, na katerem, veste, ko greš enkrat na tobogan, končaš samo dol. Na koncu, da se premislil na polovici, šel malo desno, levo. Ne? Torej, moje sporočilo je, da je iz tega tobogana v tem primeru mogoče izstopiti, ko začneš delati na sebi. Torej, vedno, ko ima kdo občutek, da je na poti v to izgorelost, je za zrelega človeka prav, da gre po pomoč. Okay, ne zgolj na bolniško. A je dobro potem, da se neka oseba po taki dolgi bolniški zaradi izgorelosti vrne na isto delovno mesto? Če ni naredila domače naloge, to pomeni delala na sebi, je seveda potem to, bom rekel, ali postaneš bolj trpežen, mogoče preživiš, mogoče v bistvu sam spremeniš odnos do tega, teh situacij, v kateri so povzročile to izgorelost, kar je majhna verjetnost, ampak je. Da bi se suvereno lahko vrnil na to delovno mesto, je edina prava pot, da se naučiš seveda živeti na polno, brez teh strahov, ker veste, kaj povzroča izgorelost? Nadledvična žleza je odgovorna za to, da sproža adrenalin v kri ob nevarnosti. Ja. To je ključna njena evolucijska funkcija. Torej, ko je nevarnost, prigne adrenalin, ti si bude se, veste, recimo voziš avto, si malo tako zaspan, zaviješ desno, prej ko v desetinki sekunde ti si buden, si tukaj, si prisoten, ne? Ampak sej, če ne greš počivati, kaj se ti bo zgodilo čez 5 minut? Ja, boš spet. Ja, seveda. In o tem jaz govorim, torej, če ti nič ne narediš, da bi v bistvu se naučil upravljati življenje v budnem stanju, boš spet padel v ta isti vzorec. In zato ogromno ljudi pol životarja, s tem rečem. V bistvu obstaja, niti ne živi. Obstaja, groza jih je iti v službo, vejo točno, kaj se bo zgodilo in se bo res zgodilo, da bo vedno znova v tej stiski, da bo imeli panične napade, da bo čutili slona na prsih, da ne bojo vedeli, kaj naj naredijo zjutraj, ali ne grejo v službo, ali ne ostanejo doma, kar povzroči stisko sploh brez službe, še eno stisko, potem ti je groza, ker mogoče ne boš mogel plačati računov, pa so otroci tukaj, pa te obveznosti in potem se ti nakopiči, nadledvična žleza seveda te pripravlja na ta tvoj boj, ki ga ni nikjer, ker je samo v tvoji glavi, in padeš dol. To je tragika tega primera, te izgorelosti, ki nastane v večini primerov zaradi tega, kako mi interpretiramo okoliščine, v kateri živimo. Kratka pauza, Glockenbach, Tom Walker in potem nadaljujemo z dr. Aleksandrom Zadelom. Tom Walker, Glockenbach in seveda ob 8:43 nadaljujemo pogovor z dr. Aleksandrom Zadelom v našem studiu danes. Izredno zanimiva debata se vije tudi izven etra, marsikaj smo si že povedali. Po mojem bi ta intervju lahko trajal kar celotno jutro, ampak nažalost čas danes ni na naši strani. Katere teme so najbolj tiste odmevne pri vašem občinstvu, bodisi na predavanjih ali pa tako nasplošno, kaj vas vprašajo? Recimo zdaj je ena od izjemno pomembnih tem, veliko predavam v šolah o nasilju. Sicer tam oni zmotno rečejo, da bi želeli predavanje o agresivnosti, ne? Agresivnost je popolnoma normalna osebnostna lastnost, ki ti omogoča, da stojiš v vrsti za kruh in da se pomikaš naprej. Ne? To je agresivnost. Ne? To pa, da v vrsti enega porineš proč, je pa nasilje. Ne? Tako da je prva stvar, ki jo treba povedati. In seveda tega nasilja, ki nastane iz nezmožnosti mladih, da bi frustracijske situacije urejali na socialno sprejemljiv način, je potem seveda tega nasilja bistveno več, kot ga je bilo kadarkoli. Ker veste, še 30-40 let nazaj so nasilni otroci rasli v družinah, kjer je bilo nasilje doma. Ja. Ne, to pomeni, da ima reč nasilno oče, nasilna mama je pokazala, kaj se naredi v frustraciji. To pomeni, nekaj ne gre, nekaj ne funkcionira in potem ti vršiš nekaj ob tla, enega daš okoli všes. Hvala, evo, jaz se otreš okrog kepe, okrog všes in tako naprej. In pol seveda, ko so bili oni v šoli, pol en jim ni dal svinčnika in so pač reševali na isti način, kot so videli to abecedo, ki so se naučili doma.
No, danes pa v bistvu prihajajo izredno nasilni otroci iz družin, kjer v bistvu se normalno pogovarjajo, normalno, da ni nobene, ampak v bistvu izbruhne to nasilje. Nekdo bo rekel, ja, se pa gledajo te divje videoigrice, ja, ti moraš videti nek koncept, moraš videti, kako nekdo ravna in ti mora biti blizu. Ne? Torej, ker starši redno odmikajo ovire iz življenja otrok, torej nekaj narobi v šoli, grejo in se zmenijo in uredijo. Namesto njih. Dva prijatelja, en reče, ne bom ga povabil na rojstni dan in ta mama kliče uno mamo, da naj vendarle povabi, ker je temu hudo. To razumete, to, kar bi jaz mogel počasi se naučiti, kako te frustracijske situacije ne reševati, najprej predelati v sebi in da živeti pač. Me niso povabili, mi je hudo, bom šel na fuzbal. Me Marjetka nima rada, v redu, bom šel, kam se gre danes in najdu eno novo metko, če ni Marjetka in tako naprej. Ne. Ker to starši urejajo, so otroci praktično nezmožni funkcionalnega življenja v resničnem svetu, ki so ovire del življenja. No, in ta napetost, ki se sproži ob frustraciji, en dan izbruhne. In največkrat se da v socialno nesprejemljivo vedenje, ki mu rečemo nasilje. In zato je tega nasilja več. Več ga je kot tistega, ki nastane kot vzorec učenja v primarni družini. In dejansko je, danes imate te oblike, tudi vi dostikrat govorite o njih, ne? Na šoli so se otroci to in ono, v njega bulira. Tega je veliko, veliko več, kot je kadarkoli bilo. Kar pomeni, da ko smo bili majhni, je bilo tudi nasilje. Sem bilo omejena na nekaj teh buljev, jih je bilo nekaj, danes pa je v bistvu kdorkoli lahko tisti, ki izvaja nasilje. Ne? Seveda izrazito razširjeno polje načinov. In če včasih je veljalo, da so se fantje potolkli in da so pri tem pustili punce na miru, in da če so se potolkli, je veljalo okrog rampa v prsni koš, tako se malo butati, ne? Ja. Danes pridejo z noži, danes ti zagrenijo življenje na socialnem omrežju, da se ne upaš več nič narediti, ne? Pa se nič zgodilo, noben se ti ni dotaknil. Ampak so te grožnje tako grozljive na socialnih omrežjih, da se mladi ne upajo praktično stopiti iz hiše. Nekateri, zdaj ne rečem, da je to zdaj pa epidemija, pa da so vsi doma, ne? Ampak najdemo take primere, ker vem, ker je to psihološka praksa in hodimo veliko po šolah, ne? Da predstavljajo resen tudi počasi družbeni izziv. En nasvet staršem. Torej, zdaj ste rekli, verjetno smo helikopterski starši zaradi takšnih in drugačnih razlogov, torej skozi bdimo nad otroki, kot ste rekli, skrbimo za to, da ne bi slučajno bili razočarani v življenju, da ne bi bili žalostni. Nasvet staršem. Malo širše. Torej, ti starši, ki imajo zdaj majhne otroke, to so večinoma Y generacija. To je tista generacija, ki je prva spoznala digitalni svet. To je prva generacija, ki je bila nekako vzgojena v tem potrošniškem smislu blagostanja, materialnega. Okay? In seveda, vsak starš želi za svojega otroka poskrbeti na tako, kot je bilo za njega, ali malo boljše. Je res? Se ti zdi, ja, mi smo tako malo več. To pomeni, da potenciramo materialno blagostanje. Do tiste točke, v katerem otroci ničesar več ne pogrešajo. Torej, prvo priporočilo, starši dovolite otrokom, da po nečem hrepenijo. Ne izpolnite vsake želje, še preden on pride do nje. To je prva stvar, se mi zelo, zelo pomembna za zdrav razvoj. In druga stvar, ne rešujte otrokovih težav. Torej, ko on reče, ja, sem pisal 4, sem imel isto kot ona, ki je imela 5 in jaz sem dobil 4 na 5. Vi ne tečete v šolo, veš, kaj boš naredil? Ja, ne bom nič naredil, okej. Potem bo tako ostalo. Torej in seveda starši, ki so rodili tega otroka, ki mu želijo vse najboljše, ki potem mogoče ne bo šel na MIT ali pa na Harvard študirati, ker ne bo izbral največje fakultete, grejo v šolo in to uredijo. Ker mislijo, da je to boljše, kot da pustijo na miru. Ne? Ker njihovega otroka nihče ne bo imel za norca. Krivice, ni šans. Jaz sem pa, ko sem bil majhen, sem utrpel krivice, moj otrok ne bo. Štekate, ne? Torej jaz sem, on ne bo. In seveda potem zrasejo nefunkcionalni otroci, o katerih sem govoril malo prej, ne, ki čutijo napetost in jo ne vejo, kako sprostiti. Samo to izhaja tudi iz nekih nepotešenih travm, verjetno staršev samih. Ne, ni tako hudo. Torej, niso to travme. Veste, travma se zgodi takrat, kad je ogroženo vaše življenje. Ja. Torej, to, da jaz nisem postal vesoljski pilot, recimo astronaut, ne, to ni travma. To sem pač nisem. Ker nisem sposoben, ker nisem šel študirati v Ameriko, ker nisem, razumete? To ni travma. To, da niste dobili enkrat čokolade, ko ste si želeli doma, to ni zdaj travma pred čokolado in tako naprej. Ne? Zakaj potem tako zlorabljamo tako, zato da gleda bolj dramatično. Jaz sem živel v travmi, ker me oče ni nikoli pohvalil, ma nemoj. In si imel vedno salamo in kruh in sir in kaj, in mleko. Kakšno travmo. Razumete? Enkrat sem šel brez večerje spat, ma kakšna travma. Moj oče me je enkrat, mi ni nikoli rekel, da sem lep, ne vem, to je zdaj travma.
To je ta zloraba travme v tem, jaz sem izrazito v tem influencerskem smislu, ki imate influencerje, ki vejo vse, ne, in pa rečejo, to je travma in potem ljudje začnejo govoriti počasi, da je to travma, ker kaj v šoli so imeli samo trojke, ne, in do te travme se niso pomogli še danes. In po moje to je začaran krog, ker ravno zaradi zlorabe te besede travma, potem mi kot starši, mi pa svojemu otroku ne bomo naredili tašne travme, ne? Zato potem... Pred časom me je klicala sicer veliko mlajša kolegica psihologinja in me je vprašala, je rekla, kolega, te lahko nekaj vprašam, izvoli, ali bo moj otrok, če ga zvečer mu ne dovolim gledati na telefon, računalnik, ali bo zaradi tega imel travmo. In se rekel, ti bom povedal, najprej nesi diplomo nazaj na filozofsko, potem se bomo pogovarjali. Se rekel, pa se spomniš ti 3. letnika psihologije, ne vem, ker let, ko ste mi smo imeli v 3. letniku klinična psihologija 1. Kaj povzroči travmo? Rekla, strah pred izgubo življenja, krnjenje osebne, čustvene, duhovne integritete, ne, da te nekdo res pritisne tako, da ti misliš, da bo konc. Ne? A to, če ti mu ne daš računalnika, je to? Ja, ni. Ja, ma veš, kaj sem pomislila? Ok, super si pomislila, hvala, ki si poklicala, res sem hvaležen, ampak ti mirno mu ne da. In to, ma se bo metal ob tla. Sej, to so poskusi, kako razvajen otrok. Bravo, točno ta beseda. Manipulira svoje starše, torej tam, ki so mehki, tam bo pritisnil. In to je, ste me pripeljali do 3. priporočila. Preneste frustracijo, ki jo povzroča vaš otrok vam, ko tečnari, nerga, se jezi, joka, obupuje, včasih veliki si puli lase, ne. No, tisto preneste, ker to ni nič groznega. To je normalen poskus otroka, da bi dobil tisto, kar mi v tistem trenutku vi ne date. Zakaj je dr. Aleksandra Zadel danes v našem studiu, boste izvedeli že čez nekaj trenutkov, ostanite z nami. Nadaljujemo pogovor z dr. Aleksandrom Zadelom. Danes smo se dotaknili že službe, izgorelosti, otrok in tako naprej. Debat je še veliko. Še dobro, da niste z nami izven etra, ker tam beseda ne pojenja. Mi bi mogli pustiti kar mikrofone gor in to je to. To je bilo dobro. Nažalost, časa zmanjkuje, ampak mi smo danes vas povabili, dr. Zadel, na naš pogovor. V Capri so super intervju, predvsem z enim pomembnim razlogom. Vi boste imeli 8. aprila en poseben dogodek v kulturnem domu Izola. Čemu bo namenjen ta dogodek? V bistvu dva velika cilja. Najprej bom povedal prvega. Ena zelo simpatična skupina ljudi se je odločila narediti en dobronamiren dogodek in zbrati določena sredstva za deprivilegirane posameznike, otroke, ki, jaz rečem temu, v življenju ne štartajo iz nič, ampak pri teku na 100 metrov štartajo 30, 50, 70 metrov od zadaj. No, in to je en tak skromen poskus prinesti eno iskrico veselja, radosti, morda tudi upanja v življenja kakšne take družine otrok, tako da bo celoten izkupiček iz vstopnic namenjen tem primerom. In tega se zelo, zelo veselimo. Drugi razlog pa je, da se pogovorimo o enih danes zelo aktualnih temah z ljudmi, ki bojo prišli na to predavanje, ne? In da jim razložim eno od teh tem, ki smo jo tudi danes obravnavali. In to je ta koncept danes zdrave vzgoje in v odnosu do tega, da razložim natančno v bistvu, kako pride do nasilja, kako pride do stisk, zakaj se otroci bojijo iti v šolo, nekateri drugi komaj čakajo, da grejo in tako naprej. In kaj seveda starši lahko z neko vzgojo naredimo, ne, da v bistvu pomagamo otrokom funkcionalno živeti in ne samo preživeti, ne, ampak polno živeti to življenje, ki je polno enih izzivov. Ok, te izzivi so najverjetneje vezani tudi, kot smo mislim, da nekaj malega že omenili, glede telefonov, socialnih omrežij in tako naprej. A je ta prireditev potem takšna, da bi jih morali slišati predvsem starši, ali je dobro, da pridejo tudi v spremstvu otrok, da otroci na lastne ušesa slišijo? To pomaga? Imam tudi, tukaj nismo točno na to štartali, da bi prišli tudi otroci, čeprav v bistvu ni, da bi slišali kaj takega, kar ne bi smeli, ampak ne bo pa prilagojeno njim. Ne? To pomeni, gre za dogodek za odrasle ljudi, ki ni prepovedan, torej tam se ne bo nič takega pogovarjalo, da otroci ne bi smeli slišati. Ni 18+. Tako, ni 18+. Ne, mogoče bolj pa kot otroci, mogoče izobraževalci, oziroma delavci. Ampak tudi te, ki delajo v izobraževanju, torej učitelji, vzgojitelji.
Tudi. Kdorkoli, ne? Tudi tisti, bom rekel, ko imajo že odrasle otroke, ne? Zaradi tega, ker včasih rečem, da psihološki principi, ki jih bom jaz razlagal, seveda veljajo za katerokoli situacijo, za katerikoli odnos. Seveda primere, ki jih bom dajal, bojo pa največ vezani na seveda funkcioniranje družine, še posebej tiste, ki ima recimo otroke majhne oziroma tam do pubertete, ali pa če se pohecam, dokler se ne odselijo, kar pomeni 30 plus. Danes pa 30 plus, premika tudi vedno više. Ampak ne zaradi tega, ker uživamo živeti v velikih razširjenih družinah, ne, ampak zaradi tega, ker je komod tej mulariji, če jih ljubkovalno lahko tako imenujem, živeti na all inclusive. Ne. Se podpišemo, se strinjamo. Se strinjamo, popolnoma. Jaz bi dal en hit časa, potem imamo še dve zanimive vprašanje za našega gosta, tukaj je Ervin Leney. Naš Jaka je v studiu vprašal točno nekaj stvari, kar sem želel dr. Aleksandra Zadela vprašati zdaj v etru, ker se mi zdi to izredno zanimivo. Ravno ta, pravzaprav tako bom začel. Kakšne so sicer vaše navade glede uporabe mobilnega telefona, socialnih omrežij in tako naprej? Moje navade? Ja. Zame je telefon prenosna pisarna. Okay. To pomeni sestanki, koledar je gor. Gor imam tudi najprej povem, 2 ali 3 aplikacij, ki bi rekli lahko igrice, ampak to so pripomočki za urjenje mojih možganj. Jaz sem 60 plus in vem, da če bom uril svoje možgane, recimo tisto, kar je v resničnem svetu sudoku, jaz imam elektronsko take, ki je cela serija enih načinov, kako urim na različnih področjih svoje možgane. Okay. Izjemno. To so miselne igre, torej. Zelo zahtevne miselne igre, ki mi omogočajo in potem se da tam gledam, na kakšnem nivoju sem, koliko se moji možgani mentalno stari, to vadim, recimo. Torej, pisarna, orodje za trening, za moj mentalni fitness, in telefon, ja, pokličem tudi večkrat svojo familijo in tako naprej. Instagrama, TikToka nimate? Nimam tega in YouTube imam za glasbo. Odkar imam Spotify, niti YouTube. YouTube sem imel za glasbo, potem smo vzeli družinski Spotify, ne? Ja, to je tudi, neko muzika, to je cela zakladnica glasbe, to je tudi zelo pomemben del mojega, bom rekel, uporabe. Kaj poslušate? Da bi prav dva sta zelo na vrhu, Van Morrison in Jovanotti. To je meni... To je meni... V Areno v Pul boste šli? Kdaj? Ja, seveda, zdaj, nimam kart in so bile prodane, še preden sem zvedel, da mi smo prej povedali, da dejansko povprečen... Grem pa na Van Morrisona, sem dobil darilo za rojstni dan in grem zdaj na junija na Nizozemsko. Top! Gremo za avtom, lepo ženo, tako v starih časih. Bravo. Prej smo mi povedali, v Easy Quizju smo imeli vprašanje, koliko je povprečna uporaba telefona na dan v Evropi, torej za Evropejca povprečna uporaba je 6 do 7 ur. Ja. Kaj ste vi v tem povprečju, ste verjetno nizko? Ja, jaz, ko pogledam, ugotovim, da je torej novice pogledam, recimo zelo rad, pol ta pisarniška uporaba in glasba. Torej sam screen time, zato da jaz tam nekaj gledam in tako naprej, je pol ure. Tisto bila celo raziskava na osnovi tega, kako uporabljajo mobilni telefon oziroma internet, sploh zaradi telefona. Ne? Torej, po mojem, miselne igre odpadejo tukaj, verjetno rabite samo povezavo. Tudi novice in tako naprej. Novice mogoče še nekaj malega, ampak to je pa to. No. Tam se je šlo res prav, predvsem za socialno mrežo in tako naprej. Za celotno uporabo telefona, to lahko meni ni to nerodno povedati, za celotno, za vse to, kar sem naštel, prividem okrog 2 uri na dan. Ja, jaz tudi nekako. Sem zelo analogen v bistvu, ko se pogovarjam z drugimi ljudmi. Meni je tudi to čisto fajn, čisto po pravici povedano. Kolikokrat vam doma v družini rečejo, nehaj nas analizirati z psihološkega vidika? Nikoli. Ne. Bravo, to je uspeh, mislim, se tudi mizar vse čas ne pili, pa ne z motorko reže tam. To je malo drugače, se strinjam, ampak okej. Se hecam, ampak je drugače, ampak ne, načeloma ne. Če jaz nekaj razumem, ne, in ne izpostavljam tega, da razumem, se pač obnašam, upam, bolj strpno, bolj tolerantno, bolj razumevajoče in seveda tako kot danes, ki sem nobenega nasveta dal, seveda Bog ne daj, da bi jaz tudi svojim domačim delil kakšne nasvete ali pa jih učil nekih kozih molitvic, kot se temu reče po starem. Ne, to vprašam zaradi tega, ker danes smo ljudje vajeni, verjetno predvsem zaradi socialnih omrežij, da vidiš neko osebo, ki ti je všeč, kako živi, kako razmišlja, tako potem to probaš implicirati tudi na lastno življenje. Zdaj, vi z vašega vidika
vidika potem verjetno ne predajate lastnega mnenja, kot to počnejo razni vplivneži, ampak imate... Sebe spreminja zaradi tega. No, tako. Jaz sem boljši človek zaradi tega, ker sem psiholog. Ne, da bi jaz si priznal, da bi bili drugi boljši ljudje. Čekajte, to je catch, ne? Torej, jaz v bistvu delam na sebi, ne na drugih. Ker na to lahko najbolj vplivate. Ja, na To se drugih vedno se vrnemo na ta začetno točko. Se mi zdi torej delati na sebi in oziroma, da se zavedamo, da lahko vplivamo samo in edino nase. Ja, ker meni vedno reče, ja, si pristranski ali pa točno to, ne. Če si ti to, potem verjetno to, ne. Ja, seveda, jaz, ker sem psiholog, delam na sebi, ker jaz razumem teorijo izbire na po mojem mnenju zelo, zelo dobro, ne, ampak jo apliciram na sebe, na svoje vedenje, zato ne silim druge v neka vedenja, v neke rešitve, jim ne dopovedujem in tako naprej. Mi spomnimo še enkrat na dogodek. Ja, točno to sem hotel napisati. 8. aprila, kot smo rekli, v Kulturnem domu Izola, dobronamerno predavanje je naslov Od osebne odtujenosti do kolektivne solidarnosti. Nekaj vstopnic je še na voljo, ne več veliko, tako da tisti, ki bi se radi tega udeležili, pejte hitro odklikati na eventim.si, tam najdete tudi vse podatke in pa ne pozabiti, da torej cel izkupiček od prodanih vstopnic gre v dobrodelne namene. Ja, kle se veliko ljudi je stopilo skupaj, ne, torej ni treba gledališča plačati, ni treba plačati osvetlitve, ni treba nič, torej vsi smo tam dobronamerno in celoten ta bruto izkupiček gre tako, kot je, gre posebej verjetno se bo šel preko botrstva, ker tudi tam seveda potem nič ne odpade pročne za ta dober namen. Gospod Zadel, najlepša hvala za ta obisk, za ta izčrpen pogovor. Kot sem rekel, če bi štartali ob 6. zjutraj, verjetno bi ravno do 9. verjetno še vedno govorili. Ja. Hvala tudi vsem, ki ste poslali SMS z vprašanji, kot vidite, in kot je bilo skoraj da napovedano, ni prišlo do tega, da bi lahko tudi vi kakšno postavili vprašanje, ampak najverjetneje vas lahko kje kdaj pocukajo za rokav, kje vas najde, če ima kdo kakšno vprašanje za vas. Malo ljudje najdejo pot do mene, načeloma v bistvu imam relativno redko imam taka odprta predavanja, ampak najbliže temu odprtemu je to, da predavam na šolah, ne, na Primorskem, po celi Sloveniji in tako naprej, tako da če ugotovite kdaj, da sem na kakšni šoli, nikoli ne zapirajo vrat tudi za starše, ki so to je en tak primer, ne. Super. Drugače pa vsake toliko naredimo kakšno tako odprto predavanje, ja. Še enkrat najlepša hvala za ta obisk in besede. Mi vam privoščimo en lep dogodek 8. aprila v Kulturnem domu, kot že rečeno, na Eventim najdete vse informacije. Hvala še enkrat. Hvala za povabilo, mi je bilo super z vami. Rustja, Manca in Pangos.